Ojla, dragi starši, dragi moji poslušalci, sledilci, dolg časa me ni bilo. Mogoče sem vam vseeno dolžna eno kratko pojasnilo. Mesec maj je zame zelo poseben mesec, ki se začne v bistvu že aprila, 18. aprila. Midva z Albertom namreč sva dobila vse 4 otroke od 18. aprila do 20. maja. In tudi jaz sem rojena maja, to pomeni, da smo proslavili 5 rojstnih dnevov. In v tem mesecu se jaz običajno precej umaknem, ne objavljam toliko javno, zaradi tega, ker se posvetim moji primarni prioriteti, to je družina, to so otroci, to so hvaležnosti, to so praznovanja. Tako da ja, ta mesec sem preživela v bistvu v zelo močnem fokusu na to, kako bomo čas preživeli skupaj v družini, s čim manj stresa, s čim več presenečenj, ker pri nas so rojstni dnevi res nekaj posebnega. In ja, letos smo imeli tudi eno okroglo, tako da je bilo to s tem še posebej zelo veliko enega veselja. In seveda tudi truda, ker če hočeš nekomu narediti, da je nekaj posebenega, se moraš potruditi. To vemo, in to je tisto, kar jaz govorim o odnosih, Odnosi so to, da se potrudimo za nekoga, zato ker nam je za njega mar. Tako da hvala, ker ste me čakali, ker niste pobegnili, hvala, ker ste spraševali, kje pa si. Mi je vseeno to dobro delo, nekako sem videla, da me pogrešate, in to je dober občutek, da nisi sam. Tako da ja, danes bom govorila v bistvu o delavnici Starši, ki štekajo. Pa ne bom govorila samo o delavnici Starši, ki štekajo, ampak o vsebini delavnice. Kar bi vam rada povedala je, da ko mi rodimo otroka, nam nobeden ne da potrdila, da zdaj pa s tem, ko smo rodili otroka, vemo popolnoma vse o tem, kako otrok funkcionira, kako se otroka vzgaja, kaj nam paše, kje smo mi, kaj pomeni imeti čas zase ob otroku in tako naprej. Skratka, mi dobimo otroka z nekim prepričanjem, da ga bomo lepo vzgojili. In takrat, ko dobimo otroka, ga vidimo, kot da je to največji biser na svetu in da s tem otrokom pa ne bomo imeli nobenih težav. Zato jaz vedno rečem, da ne govorimo, da imamo z otroki težave, zaradi tega, ker v bistvu je tako, da otrok je ena naša preizkušnja v življenju, en naš izziv, ena v bistvu stimulacija, ki jo starši dobimo zato, da se razvijamo, da mi odrastemo, da mi dozorimo. Recimo jaz, če bi zdaj imela otroka, ker sem pač toliko stara, 56 let sem bila zdajle stara, in če bi ga vzgajala s temi izkušnjami, ki jih imam zdaj, in s temi zavedanji, ki jih imam zdaj, bi ga sigurno vzgajala zelo drugače, kot sem vzgajala moje 4. Čeprav mislim, da sva z Albertom naredila kar dobro delo. Ampak vsak seveda tudi od najinih otrok nosi svojo torbo, ki jo bo mogel počasi skozi življenje prazniti. Tako da, zakaj ponavljava tole delavnico Starši, ki štekajo? To delavnico ponavljava zaradi tega, ker je bil res izjemen odziv na prvo delavnico, ker ste jo starši pozdravili, ker ste bili navdušeni, ker mi še zmeraj pišete, kako vam pride prav, kako uporabljate neka znanja, ki ste jih dobili na tej delavnici, oziroma kako na neke stvari gledate drugače, kako ste preokvirili v bistvu neka prepričanja o svojem otroku. In to je v bistvu najin cilj. Najin cilj je, da vam staršem pokaževa, da je vredno se izobraževati, pridobivati znanja, da to ne pomeni, da je z vami nekaj narobe, ampak da to pomeni, da ste starši, ki štekajo. Tako da, ja, najbolj so pozdravili starši v bistvu iz te delavnice, ki sva jo imela z Albertom,
v bistvu odziv na otrokova vedenja. Skratka, večina staršev opaža, da ko otroci postanejo najstniki, da njihova vedenja postanejo nepredvidljiva, da so kdaj nesramni, jezni, agresivni, ali pa mogoče tudi, vase zaprti. Ni nujno, da so vsi otroci, da so vsi odraščajoči otroci glasni otroci. Eni se zelo umaknejo v svoj svet in ne vemo, kaj se z njimi dogaja. Zelo veliko staršev reče: jaz mojega otroka ne poznam, jaz ne vem, kdo on je. In na delavnici se bomo pogovarjali tudi o tem, kako postavljati vprašanja, kako komunicirati, kako se odzivati otroku, ki vam odgovarja vedno samo: ja, v redu, ne vem, pusti me pri miru, nimam časa, ne da se mi. Skratka, otroku, ki je zelo redkobeseden, ki se zelo umika in ki zelo veliko deli s svojimi prijatelji, z nami pa nič, nas pa panika grabi. Tako da, kje se skriva ta skrivnostni ključ staršev, tistih staršev, ki uspejo, ki jih mi vidimo kot starši, ki nimajo težav, starši, ki so uspešni, starši, ki ohranjajo vpliv na svojega otroka, vzgojno moč, če hočete avtoriteto. Eni starši pa tega ne zmorejo. A to pomeni, da so eni dobri starši, drugi pa slabi starši? Ne. To pomeni, da so eni starši taki, ki se hitreje znajdejo, ki imajo mogoče bolj funkcionalen vzorec iz preteklosti, ki so se že njihovi starši njim drugače odzivali. Lahko pa, da mi v vzorcu, v modelu nimamo tega znanja. In to ne pomeni, da smo luzerji, da smo slabi starši, to samo pomeni, da se to rabimo naučiti. In to se da naučiti. A veste, mi rabimo otroku z našim odzivom pokazati, da smo tukaj za njega, da nam je mar, da lahko računa na nas. In včasih, ko je otrok neuspešen, ko je nesramen, ko ne naredi stvari tako, kot jih mi pričakujemo, seveda se mi odzivamo na svoj način. In te odzive na delavnici zelo dobro pogledamo, na kakšne načine se odzivamo, kje lahko naredimo spremembo in kje se skriva ta skrivnostni ključ, da imamo na naše otroke vpliv. Ker, a veste, vsak odnos, ima škodljivce. In največji škodljivci, ki so v odnosih med starši in otroci, so nemoč, strah in krivda. To so 3 strupene stvari, ki nam uničujejo odnose, zaradi tega, ker se starši ob teh občutkih bolj začnemo ukvarjati s sabo, namesto da bi se ukvarjali s svojim otrokom. Bolj se začnemo ukvarjati s tem, kako bi nekaj popravili, namesto da bi pogledali, kaj lahko spremenimo. Ker, a veste, mi drugih ljudi ne moremo popravljati. Drugi ljudje se spreminjajo z nami v odnosu, tudi v partnerskem odnosu je tako, glede na naš odziv. In to je zelo pomembna stvar, ki jo rabimo vedeti, zato da odnosi funkcionirajo. Te stvari so ene pomembnejših stvari in potem seveda za konec še cukrček na tej delavnici pogledamo tudi čustva odraščajočih otrok, kaj se dogaja z našimi odraščajočimi mladostniki, to lahko rečemo, da že kar od 9. leta naprej ali pa že tudi kakšno leto prej, ki se jim čustvena stanja iz sekunde v sekundo spreminjajo, zraven jih spremljajo vedenja, ki so včasih za nas starše nemogoča, včasih so celo nesprejemljiva. In kaj mi starši lahko tukaj naredimo, da pomagamo našemu otroku to razumeti? Zaradi tega, ker tudi naši otroci velikokrat ne vejo, kaj se z njimi dogaja. In mi jih zelo veliko kritiziramo in zmerjamo in jim grozimo in zelo imamo veliko besed, kaj je prav in kaj je narobe. Zelo težko pa do tega razvijemo razumevanje, do tega čustva in tudi do vedenja, in zelo težko razvijemo empatijo do tega čustva, ker ko razvijemo empatijo,
lahko pomagamo otroku spremeniti njegovo vedenje. Zelo zakomplicirano zveni, vem, ampak če vam povem, da sva se tudi jaz pa Albert te stvari mogla naučiti, da nisva vsega znala od rojstva, da sva zelo veliko raziskovala, da sva zelo veliko tudi napisala v knjigi Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Zato je delavnici naslov Starši, ki štekajo. In jaz vas toplo vabim, da pridete, zaradi tega, ker sva tudi delavnici znižala ceno, ker želiva priti staršem nasprot, ker želiva, da je dosegljiva vsem staršem, da nobeden ne bo imel izgovora, da nečesa ni vedel in se tega ni mogel naučiti, zato ker mu ni bilo dostopno. Tako da, vabljeni in dobrodošli. Moram vam še to povedati, da na delavnici je tudi malo humorja, da je sproščena delavnica, da je zaupljiva, varna delavnica in da, če boste prišli na takšno delavnico, vas nihče ne bo grdo gledal. Tako da, ja, tukaj gor nekje bodo linki za to delavnico, kliknite jih, lahko si preberete samo informacije in vsebino, lahko tudi če kaj vprašate v komentarjih, če želite, lajkajte tale video, šerajte ga med prijatelje. A veste, ker ko delite te videe, saj veste, skupaj z nama delate lepši svet. Hvala in se vidimo. Čau, čau.